V tem trenutku, kot veste, poteka koalicijski sestanek. Koalicijski sestanek na temo odstavljanja gospe Barbare Breznik. Če pa to povemo z nekoliko drugimi besedami, bi pa lahko rekel, da v vladni palači v tem trenutku poteka izsiljevanje dveh predsednikov koalicijskih strank ZRS in LDS, predsednika vlade. Ta dva očitno predsednika vlade stiskata za vrat, potiskata ga v kot in ga politično davita. Namesto, da bi vlada reševala stvari, ki jih mora reševati, tu pa je gospodarska kriza, očitno počne to. Pa vendar ne, novinarska konferenca je bila sklicana na temo političnih pritiskov na tožilstvo. Taka je tudi naša zahteva do odbora za notranjo politiko, javno pravo in pravosodje. Namreč pred približno uro smo to zahtevo tudi vložili za izredno sejo odbora. Skladno s tem mojim uvodom mi dovolite, da na nek način vendarle začnem tam, kjer se je to začelo. Začelo pa se je 8.7.2009, ko smo na odboru za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje obravnavali poročilo o delu tožilcev. Takrat je gospa Breznikarjeva nekako predstavila poročilo za leto 2008 in vsi parametri, ki so bili takrat povedani za čas njenega vodenja tožilstva, kažejo na pozitivne premike v številu primerov, obtoženih primerov, vloženih obtoženih in tako dalje. Kljub temu je doživela na odboru 8.7. precej napadov, kot veste, na njeno delo in veliko očitkov o slabem delu tožilstva. Jaz sem že takrat 8.7.2009 zelo jasno tudi povedal, da in s nje je direktno rekel, gospa Breznikarjeva, začelo se je vaše odstavljanje, to mislim, da ste razumeli. In to je bilo tudi res. Mi smo tisto sejo 8.7. prekinali, ker pač časovnih razlogov nismo mogli končati. 16.7. Pogledajte to kontinuiteto, Cveta Zala Ražem komentira za tisk obtožnica zoper Magnusa Berglunda in trdi, da je obtožba neutemeljena. Kot da bi bila gospa Cveta Zala Ražem tak tožilec in ne politik. 21.7. gospa Ražmova pozove ministra, češ ministra raziščite zadevo. 25.7. mu pošle ta ista poslanka Cveta Zala Ražem poslansko vprašanje, ki se nanaša na odprto zadevo, posebej poudarjam na odprto zadevo. In ga pozove, češ da naj zadeve razišče, minister Zalar je odgovori, da bo uvedel, da je bo naknadno odgovoril in uvedel nadzor nad delo ljubljanskega tožilstva. 2.9. smo mi to sejo odbora nadaljevali in Cveta Zala Ražem ni imela dovolj časa, da bi gradiva preučila, zato smo jo po volji koalicije po kratkem času tudi prekinali to sejo. Ampak očitno je šlo za nekaj drugega. 3.9.2009 generalna državna tožilka uvede nadzor nad ljubljanskim tožilstvom in ugotovitve ne kažejo bistvenih pomanjkljivosti. 3.9. se pojavi na ljubljanskem tožilstvu nenapoveden nadzor strani ministra, posebej poudarjeno, to vam bi rekel posebej nekaj položil na srce, da je to prvič v zgodovini, da se začne nadzirati tako imenovana odprta zadeva, zadeva, ki teče. Pri tožilskih zadevah situacija ni tako enostavna. Glede, sodna veja oblasti ima 3 inštance, prva, druga, tretja, lahko pride stvar celo do ustavnega sodišča. In sodniki eden in drugega na nek način kontrolirajo. Pri tožilcih stvar preprosto ni taka. Ko tožilec dobi zadevo v roke in se odloči, pa reče, tam, tukaj bom vložil obtožnico, vložil obtožnico. In to preiskujejo potem na sodišču. Potrjujejo ali vržejo. Če pa se tožilec odloči, ne, zadeve ne bom preganjal. Potem v tej državi ni nikogar in nobenega nadzora nad tem tožilcem, ki bi lahko to odločitev nekako spremenil. Sledilo je kaj? Sledil je potem tisto dopisovanje, ljubljanska tožilka je odklonila nadzor, saj odločba v nadzoru v bistvu ni imela nobene utemeljitve, zakaj ta nadzor. Mislim, da ni imela niti časovnih omejitev. 10.9. je vlada pozvala Barbaro Breznikarjevo, da se opredeli do nadzora in 24.9. je ta nadzor uveden. Nadzor je trajal od 25.9. lanskega leta pa do 29.9. lanskega leta. Mi smo imeli tudi, kot veste, sejo odbora
ki pa smo jo seveda spet na zahtevo Cvetezala Vražen prekinali po parih minutah, češ počakajmo rezultate nadzora. 7. januar minister to poročilo, še to mogoče prej, poročilo, ki ste ga lahko videli, ki je javno dostopno, je na vzorčnem primeru ugotovilo nekatere nepravilnosti, odnosno nekatere pomanjkljivosti pri tako imenovanjem sopodpisu in prenašanju zadeve od enega k drugemu tožilcu. Pa seveda, kot so takrat trdili, da je narobe tudi to, da je vodja tožilstva zadevo prevzela, ampak ne zato, ker ne bi smela, ampak zato, ker ni bila formalna na nekem razporedu dela, letnem